Dobrodošli vsi v novi epizodi MCC vam pove podcasta. Tokrat je z mano Blaž Berlec oziroma obraz Jami Slovenija. Tako da živijo. Živijo sem skupaj. Hvala lepa, da si se odzval po vabilu in upamo, da bo to ena super debata za vse. Tako da, evo, najprej, da te malo predstavim, če te še mogoče kdo ne pozna, si diplomant španskega jezika in književnosti in etnolog in kulturni antropolog. Zdaj ne več študent, zdaj si zaplavil v druge vode in sicer svoj profil Jami Slovenija, imaš tudi si osebni trener in pa seveda še delaš v kavarni, tako da polno zaposlen. Par stvari pa se dogaja, nekaj pa je. Ni dolg čas, ne? Ne, to pa ne. Tako da, evo, pa če mogoče kar začnemo, kot smo omenili, imaš zelo uspešen Instagram profil, tudi Facebook, spletno stran Jami Slovenija, pa mogoče beseda, o čem se gre in kako si v bistvu sploh prišel do tega, kaj te navdihne, da si začel s tem? V bistvu Jami Slovenija, to je moj brand, če lahko ga tako imenujem, ki temelji na tem, da pač podpiramo lokalne in slovenske ponudnike kulinarike. Začel sem, v bistvu ideja se je porodila takrat, že ker sem se rodil po mojem, ker pač sem imel ogromno ljubezen do hrane in pač to ljubezen do hrane ohranjam še zdaj in sem jo držal vsa ta leta. In iz tega se je v bistvu rodila ta ideja, da kaj pa, če bi to ljubezen do hrane lahko delil in širil še med ostale ljudi. Tako da pol je pa tista, veš, kaj so ona vprašanja, kaj si bo pa ljudje mislili, če naredil ta profil, a bo to cool, a bo zapalila, ne bo zažgal, tako. Pa mi je ena kolegica rekla, daj, itak hrano objavljaš na svoj profil skozi, objavlji na en drug profil nared, mogoče pa kdaj bo kaj iz tega, ne? In jaz tako je. In jaz lani, glih pred začetkom korone, štartam s tem profilom, tako, čisto na easy, ima objavice, in pol lockdown, itak profil v prvem lockdownu je čisto stagniral, in pol sem imel možnost po drugem lockdownu, oziroma že med poletjem sem začel malo restauracijam pošiljati, pa tako, da bi sodeloval ala varianta s pridem v restauracijo, predstavim, kaj ponujajo, predstavim samo restauracijo in pač dobim, ne vem, v zameno za ston, da pač lahko tam je malo pofotkam in naredim objavo. Pa itak, sej, poletje je bilo cool, ne, pa prišel september, pa drugi lockdown. Takrat sem imel pa pol šanso, ali stagniram spet, ali pa grem pač nekaj novega, nekaj inovativnega probam narediti in sem se odločil, da bom začel snemati malo IGTV recepte. Najprej sem delal to sam na storiju, pa sem začel IGTV delati, malo bolj sem se vrgel v objavljanje zadev, v fotografijo, no, tako sem čisto samo amater v slikanju, ampak pač pol malo tako raziskuješ, malo ljudi, ki jih poznaš, vprašaš, ki se ukvarjajo s fotografijo, kako pa kaj tu gre. Pa nisem se osredotočil več samo na restauracije, ampak tudi na vse ponudnike kulinarike, ki ponujajo kakršnekoli proizvode, polproizvode ali pa pač, ne vem, samo sestavine za določeno hrano, oziroma pač kakršnekoli sestavine, ki so povezane s kulinariko. In je ful zalaufal, kar naenkrat, pač odziv je bil nenormalno dober, vsi so bili tako, pa si ful gledljiv, pa tako, ki si sproščen, pa ki si to res tisti, ki me pač poznajo, so rekli tako, da je cool gledati mene, zaradi tega, ker pač sem jaz to, kar sem drugač, sem tudi na kameri, ne, probam čim bolj biti avtentičen, probam biti čim bolj jaz in ne, da neki, ne vem, bi delo to zgolj zaradi namena neke prodaje oziroma tako, ne. Tako da ja, če nakratko sam na hitro povem, je bistvo mojega profila podpiranje slovenskih kulinaričnih ponudnikov. Odlično, super. Tako da tudi jaz te spremljam in res, mislim, da se bolj tako poistovetiš, ker vidiš, da si ti avtentičen, pa ne tudi karkoli, ne, če gre tebi narobe, ali pa se tudi tem ti poistovetiš in tako, no, to je res zanimivo gledati in te radi. Ja, pa tudi, da se vidi, veš, da ne ve, koliko si rekla, da gre nekaj narobe, pač tudi, mislim, jaz nisem nek strokovnjak v kuhanju sploh, pa tako, pač spremljal sem, ne vem, te kuharske šove na YouTube, imam subscribenih milijon nekih kuharjev, pa tako, pač to je edino moje učenje, kjer se učim pač kuharskih stvari in itak gre narobe, pač to že med samim snemanjem, vsej, ko imam tudi blooperje, pol tam se vidi mogoče tisti deli, ki jih ne daš glih v sam recept, ne, ampak tisti pride pol tako posebej, tako da ja. Ful dober.
da v bistvu lahko se lepo izrazi relatable, da pač to se mi zdi, da je zelo pomemben. Točno to, ja, ker mislim, zdaj v vsem tem valu vseh informacij in kot tega, se mi zdi, da tudi mi kot pač consumers iščemo nekaj tako bližje, da se poistovetiš. Tako da, to, ko si rekel, je v bistvu tvoj profil namenjen temu domači kuhinji, slovenski kuhinji, od tega sklepa tudi naslov, Yummy Slovenija. Se ti zdi, da mogoče mi kot Slovenci oziroma da premalo cenimo domačo kuhinjo, naše stvari avtentične? Se mi zdi, da mlajše generacije veliko manj, ampak ne bi rekel toliko, da ne cenijo toliko domače kuhinje, kot da ne cenijo v bistvu vseh, če se lahko izrazim, biserov slovenske kulinarike, ki jih pač ponuja Slovenija. Naprimer, koliko je enih restauracij, koliko je enih podjetij, ki se ukvarjajo s hrano, ki se ukvarjajo s tem, da ne vem, ki bi radi postali bolj prepoznavni po nekih jedeh, po nekih proizvodih, produktih, pa ne morejo pač priti ven zaradi tega, ker je par ogromnih podjetij oziroma pač par ogromnih takih firm, ki prodirajo skozi na trg, ostali pa ostajajo nekje zadnje. In glih to je tisto, kar bi jaz tudi rad naredil, da pač tisti ljudje, oziroma tista podjetja, ki ne morejo priti nekako v oči javnosti, da pač preko mene oziroma preko takih profilov, kot sem jaz, lahko nekako se pokažejo svoje produkte, zakaj to počnejo, kaj počnejo sploh. In to bi bolj rekel, no, da ne znamo dosti ceniti in podpirati slovenskih lokalnih ponudnikov, bolj kot pa to, da pač ne cenimo domače kuhinje. Še vedno se mi zdi, da naše babice, dedki, pa tudi starši so še vedno tisti, ki nas tako malo šopajo iz slovensko avtohtono hrano. Absolutno, za vse praznike. Tako je, če ne drugega za veliko noč, pa za božič, ker jemo potica, evo. Pa imaš mogoče kje je tvoja najljubša slovenska tako domača jed? Moja najljubša slovenska domača jed je pa prekmurska gibanica ali pa kremšnita. Imaš kak posebej spomin na to? Ne, v bistvu ne, samo pač to, da mi je ful dober. Pa Trojane imam dosti blizu, in Trojane so itak znane po ogromnih porcijah. Vsi grejo sicer na Trojane po krofe, jaz pač nisem toliko fan cvrtga, tako da jaz grem na Trojane na kremšnito, pa po prekmursko gibanico, ker to je tako, veš, to je kremšnita, taka, ogromna, za 4 blejske, ne. In ja, to je moja prekmurska prva kremšnita, druga taka slovenska najljubša jed. Prekmursko imajo tudi na Trojanah? Tudi na Trojanah, ja, pa tudi velika porcija, tako da se splača. Za kremšnito sem vedela, evo, za prekmursko pa nisem vedela. Zanimivo. Pa tudi, ko smo že malo prej se omenila, v bistvu povezovanje, ti imaš tudi na svojem profilu, kjer objavljaš recepte, razne tastinge, skratka, ni da ni, imaš tudi velikokrat različne goste, si že v bistvu prej pomenila, smo se dotaknila, ti je pomembno to medsebojno sodelovanje, ne samo to, da ti izpostaviš, ampak to, da v bistvu sodelujete med sabo vi, ki se pač s tem ukvarjate na socialnih omrežjih. Ja, meni se zdi ful pomembno, že če ne drugega zaradi tega, ker je veliko več dosega dobiš s tem, ko ti sodeluješ, veliko več je gledljivosti na tako, ful bolj je zabavno, vse se spiske rečejo, da more the merrier, ne, več, kaj nas je, bolj je zabavno, neke interakcije se bolj dogajajo, neka izmenjava informacij, tako da pač ful mi je cool to, da sem zdaj štartil s tem, da povabim, ne vem, nekoga, da pride k meni, da skupaj kaj skukava. Ponavadi, mislim, več ali manj so to vedno, če niso kolegi ali pa kolegice, so pač to neki slovenski isto podjetniki, ki se, ne vem, tudi ukvarjajo. Zadnjič sem bil z Maticom Benetom, ki je v bistvu se ukvarja s keramiko, dela pač krožnike, šalčke, skodelice. In se pač to vse tudi povezuje spet s kulinariko. Prej sem snemal tudi Saro Lutar, naprimer zmagovalko Masterchefa, snemal sem že z ostalimi tudi kulinaričnimi ponudniki, pa tako no. Tako da ful so mi dobra ta sodelovanja, pa pač lahko en drugega še na tak način podpremo. Cool, pa tudi v bistvu, se pravi, se mi zdi, s tem, ko je sodelovanje, tudi se širi, ne, se pravi, tvoj profil se širi, se pravi, tvoje informacije se širijo v bistvu do tistega, s katerim sodeluješ, in v bistvu informacije dosti hitreje potujejo tak, ne, s sodelovanjem. Ja, to je tako, ne vem, ker neka mreža, ne, se pač ustvari. Vsi njegovi sledilci vidijo pol tebe,
ki te mogoče še ne poznajo, pa bi kakšen te sledil, ampak pač te ni imel možnosti nikjer videti, pa tako, in isto je pa glih obratno, ne, da vsi moji sledilci vidijo pač nekoga drugega. In tako da ta sodelovanja so vedno ful dobrodošla zadeva in lušna zadeva, predvsem to, no, pa spoznaš veliko novih ljudi. To je, veš, jaz osebno, večina ljudi, s katerimi sem sodeloval, če vzamem prijatelje pa družino, jih nisem poznal prej. In je tako, prvič se srečaš, ko pride k tebi snemat, nisi, ful dober. Zdaj pa gremo, akcija. Cool. Se mi zdi, tudi mislim, da je pomemben, ne samo tako, da tudi ti kot ki si nek vpliv delaš na ostale, da se pokaže, da pač je pametno sodelovati, da se sodeluje, da pač to širimo, to neko združenost naprej, tako da jaz to tudi, se mi zdi, da tudi jaz kot gledalec oziroma rad vidiš, da se nekdo poveže in da dela skupaj, tako da zelo lepo vidim. Pa to, pa zanimate, kaj se bo zgodilo, bo kaj drugega še dogaja, mislim, bo kakšna zebancija vmes, kaj tasga, pa to da se vidi, naprimer, da tukaj pri nas probamo spodbujati ne konkurenco kot pač konkurenčnost med sabo, da tekmuješ, ampak kot zdravo konkurenco, da konkurenci pomagaš, da en drugega dviguješ gor, da pač skupaj pridemo. Itak več ali manj imamo skupni cilj, pač, da dosežeš čim več ljudi, da pomagaš čim več ljudem, da tvoje mnenje pride do čim več različnih ljudi, pa tako, mislim, to se mi zdi, da je res pomemben element tega delovanja socialnih omrežij. Super, se strinjam. Odlično in me zelo veseli, da je na takem lepem levelu to trenutno. Med gosti pa zasledimo tudi tvoje družinske člane. Zdaj mislim, na zadnje je bila babica s potico, če se prav spomnim. Tako je. Ja, tako. Povej mi, kako so pa oni sprejeli? So bili veseli, se radi pridružijo tebi pri delitvi svojih mnenj, pri receptih? Kako je družina to sprejela? Čisto odvisen, malo plava tukaj pri družini to. Zdaj, ker so socialna omrežja, starejša populacija ne razume toliko socialnih omrežij in ne vidi toliko prihodnosti v tem, kakor mi vidimo v tem prihodnosti, ne vidi toliko priložnosti v tem, kakor jih mi vidimo. Tako da kdaj te še kar malo pojemljajo, se ti javi Slovenija, se ti malo tako smejo nazaj. Odkar je zalaufal nekam bolj, je tudi malo bolj resno me jemljajo. No? Mislim, tako reče, ok, res ima namen nekaj narediti iz tega, zdaj pa tudi ga spremlja, tako da me podpirajo v teh stvarih. No. Pridejo momenti, ki so malo večni, pa ki je kuhna razsuta, pa ki pride, ne vem, mami iz službe, jaz pa doma, cel uradur po stanovanju. To je še tako malo, ampak malo je tako čisto navdušen, najbolj navdušen nad vsem. Takoj, ki je povedala, ki je snemala make-up, preobleč, frizerju mora iti, vseeno. Tako da ona je zvesti fan Jami Slovenije in vedno rada na kameri. Evo, še cela družina je vključena, tako da se mi zdi, da tudi to dosti doprinese s tem, ker ne vem, mogoče deliš kaj o avtentičnosti Slovenije, ne, še pa ta družinska povezanost, se mi zdi sploh, veš, ne vem, peka potice z babico, se mi zdi, da je tudi prav taka, to je to, ne, mislim, slovenski otrok. V risankah otroci gledajo, ne. Ja, ne. In se mi zdi, ne vem, tudi jaz, ne, sem zdaj prišla do te stopnje, ker sem tako, babi, dej nauči me peči potico, ne, ker pač za vsakega otroka je potica od babice, ne, to je to, ne, ni čez tega okusa in je prav tako res ful dober videti, da se je pridružila in pospekla potico še za ostale gledalce, tako da zelo lepo videti, no, se mi da res tak nek še dodaten feeling tem. Ja, je da nek čar, mislim, itak, vse pravi, da najboljš grejo v promet babice, kužki pa majhni otroci. To je najbolj se gleda to. To je to. Evo, super, to je to, družina je pa itak super, da te podpira in da... Ja, je, mislim, problem, pač name to socialna omrežja so nam tako pač avtomatsko, mi kaj vidimo... Nekaj samoumevnega, ja. Da to pa influencer, pa to, pa make-up, pa moda, pač to, mislim, smo le zrasli s tem, ne, med tem, kar pač je njim, kaj je to, služba. Njim je to čisto nekaj tujega in vse jih razumeš, vse jih na strani razumeš tako. Sam vse bojo počas, polka videno, zdaj tudi pač... Da gre. Ja, tako da. Cool, zelo lepo. Zdaj pa se mogoče malo vrnemo še na
ker si prej od začetka omenil, da si najprej tudi hodil po restauracijah, pa sliku, pa v bistvu bil to začetek Jami Slovenija, se pravi, prvoreka promoviranje, ampak tako prikazovanje slovenskih ponudnikov oziroma prehrane. In zdaj smo že od oktobra kar nekaj prikrajšani za uživanje hrane in pijače v restauracijah, kavarnah. Ti tudi kaj pogrešaš? Kaj pogrešaš najbolj pri tej izkušnji? Mislim, nekaj je, ful se mi lušta iti na kavo, ampak je nekaj več pri tem, ne? Dejansko celotna izkušnja, ki jo pač dobiš s tem, ko greš ti v restauraciji. Tako ponavadi ne greš v restauracijo, jaz sam, vedno si pač v neki družbi. To je že prva stvar, pač ta druženje ob hrani. To je prva stvar, ki jo pogrešam. Druga je pač stik, ne vem, z zaposlenimi. Meni je bilo vedno ful dobro, ne vem, se pogovarjati malo z natakarji, malo jih vprašati, kako je ono tretje. Ful dobro, če je kakšen glih šef takrat v lokalu ali pa v restauraciji, malo njega vprašaš, pa tako. To je druga stvar, se pravi stik z natakarjem. Tretje je to, da pač to hrano, ki ti jo nekdo drug pripravi in ti jo prineše svežo na mizo, vse imaš take away, imaš dostave in podobne zadeve, samo to je čist druga izkušnja. In pa to pogrešam, ta vibe, ki se okoli tebe ful dogaja, pač za uno mizo, za tisto mizo, tako ful je glasno vse in si del nečesa, tako celotnega ambienta. No. Tako da, ja, jaz priznam, pošteno manjka tako, da bi lahko šel ven v restauraciji. No. To je prav muka na vsake tog časa. Prav to in prav meni se zdi, da mogoče, ne vem, ali govorim za sebe, ampak da vsaj jaz nisem nikoli bila navadna, ne vem, če se gremo zdaj družiti, tako si rekel, da si vedno nekam šel, ali si šel na pijačo, ali pa smo šli na večerjo, ali pa nikoli si rekel, prid k meni na večerjo, ali pa mislim, ne, smo vedno nekam šli. Ja, zdaj pa je glih kontra. Ker naš šok, ne. Tako da, ja, jaz tudi, mislim, se mi zdi, da smo mi kar navajeni, da na ta vibe nek pa druženje, tako si rekel take away, ne, ampak ni isto, tudi McDonald's ni isti, ki ti ga pripeljejo. Ja, itak, ali pa če greš ti noter v Meka jest, ali pa tisti, ki si ga vzameš, pa se na pločniku sedeš, pa pač poješ tam na pločniku, tega tudi zdaj ne smeš delati. In to, je. Predvsem pa celotna ta izkušnja, ko greš v neko, ne vem, mogoče res slovensko, tako manjšo zadevo, kjer veš, da se tako res zelo trudijo in pol ta take-away, mislim, vse je cool in hvala Bogu, da je, ne, ampak pač ni pa tistega tudi stika, da lahko vprašaš, pa mogoče tega ne bi, pa kaj je to, ne, tako da ja. To pa ni, ne, tako da upamo, da bomo čim hitreje nazaj in ko bomo nazaj, mislim bomo, tako da imam jaz kaj, ampak katere restauracije, kavarna, karkoli so pa prve na tvojem seznamu, da jih boš obiskal takoj, ko bo to mogoče. Ja, takoj, ko bo mogoče, kar se tiče restauracij, bo Kruhkerija Gorjanc v Hotemežah, to mi je first place to go, pol pa kavarna Kakao, pač za sladoled in za kupe, nore kupe, to ko mi čakam, ko bom šel na morje, ko mi čakam Triglav, kavarna Triglav v Kopru, tudi ena izmed mojih najljubših Pizzicato v Teharjah. Pač to, noro. Tako, no, te stvari so tiste, ki sem ponavadi tudi tako ful hodil, no, pa Jack and Joe v Mariboru. V bistvu imam v vsaki regiji imam neke tako restauracije, kamor vem, da moram iti čim prej. Ja, to so te. Ampak definitivno Kakao bo pa zihar spet na sporedu tako na redni bazi. Ker vedno, kadarkoli smo se dobivali, ne vem, ali pa kakšne službene sestanke, če smo imeli predvideno tako, kam gremo, da gremo se v Kakao tudi biti s kolegicami, kolegi, kam gremo, da je Kakao, Kakao, v redu, gremo. Se mi zdi, vsak ima nek tak svoj safe play, mislim tako, nek tak greš vedno, se mi zdi, da si kar tako domač pol, je vedno te najdejo tam, ne, nekje. Vsak ima nek svojo kavarnico, svojo restauracijo. Pa že natakarji poznajo, ne, pa se tako obnašajo do tebe. To je the whole experience, ne, tako da upamo, da bomo kmalu nazaj. Tako da, in pol se pravi, ni šlo, ko smo zaprli restauracije, nisi mogel več hoditi po restauracijah, si začel bolj intenzivno snemati recepte, razni tastingi se najdejo pri tebi. Tudi tako ful je cool, ker so res recepti taki, da jih lahko vsak naredi. Super navodila, res tako prijazna sočloveku. No, to je fajn slišati, ja.
Ja, in zdaj pred kratkim si izdal tudi svojo e-knjižico receptov palačink oziroma yummy-čink. In zdaj jaz, kot največja fanica palačink, to me zelo srečno, da palačinka je tako prav superiorn obrok, ne? Tako da povej, kaj te je navdihnilo, kako si prišel do palačink, so ti bile vedno palačinke, tako top priority, povej, kako je to nastalo? Ja, jaz sem itak, gliho katina, full fan palačink, in meni je bilo vedno fascinantno to, ko si šel, ko v Sloveniji še to ni bilo tako popularno, ne vem, v Zagrebu so pa že bile te palačinkarnice prav, ko si šel in si povedal to bi noter in ti nafila tisto palačinko, pač z vsem možnim stvarmi. In pač jaz sem bil vedno tisti fan, ker kadarkoli smo potovali, moramo iti na palačinke, moramo iti tja na palačinke, moramo iti kaj. In pol tudi zdaj doma sem si ful pripravljal palačinke in to glih zaradi tega, ker jih lahko res narediš na milijon načinov. Pač palačinke lahko spreminja samo eno sestavino vmes, pa boš imel čisto drug okus palačink. In ker sem jih toliko jedel, pa pol sem malo slikal, pa tako sem rekel, kaj pa če bi jaz naredil eno knjigico receptov, pa da ne bi glih palačinke, sem dal pol tako malo pulov na Instagramu, na storije, kakšen bi bil ime, ne vem, ali bi bile yummy palačinke, ali bi bile yum palačinke, ali bi bile yummy-činke, in pa yummy-činke se mi zdi, da so tako ime, ki se tako hitro lahko prime. Ja. Tako da pa je bil ime zbran in sem se spravil delati, tako da pol sem, kot si rekla, pred kratkim izdal, zdaj nekje sredi aprila oziroma začetek aprila sem izdal proteinsko verzijo yummy-čink in nedolgo zatem sem izdal še klasično verzijo yummy-čink in tudi obstaja pač kombinirana verzija, kjer se pač ob naročilu dobi obe verzije skupaj. Tako da ja, moram reči, da je kar lepo zalaufal. Mislim, tako presenetljivo dober odziv je bil in od kolegov in od ljudi, ki v bistvu sploh ne poznam, ki me spremljajo, pa so pač naročili zadevo. Tako da ful fajn, no. Res sem vesel, da sem se lotil to. Je bilo ogromno dela in z vsem pač in samim kreiranjem receptov, ki imaš ti ugotoviti vsa razmerja, sestavine in samimi okusi, kakšne okuse, kaj bi najbolj zažgal pri ljudeh in pol oblikovati knjigico receptov in pol spletno stran postaviti, kjer je lahko tudi ena izmed platform, kjer lahko naročijo te knjigico receptov in je bilo recimo kakšne 3 tedne kar precej garanja in živceranja in vsega. Ampak se je splačalo. Se je splačalo, ful dobro je izpadlo, tako da jaz moram probati recepte. Ker res, draga palačinke, to je pa superiorna zadeva. Zajtrk, kosilo, večerja, slano, sladko, vse. Za vse lahko palačinke, lahko 5-krat, 6-krat na dan, če želiš. Točno to, se strinjam, vsem podpišem. A pa so palačinke tako, da hočeš, da prije nekdo na večerjo in ga hočeš tako navdušiti, so palačinke tvoje to go jed za pripravo, ali imaš eno tako, vsak ima nekaj, ki je pa res tako, to pa znam in s tem pa jaz razpravljam. Kjera je tvoja to-go jed za tako navdušiti človeka? Mislim, bom kar rekel palačinke, ja. Jaz vsi tako ponavadi, ne vem, če kot žuramo, prekešamo doma ali pa tudi, če smo nekje zunaj, pa pol zjutraj pač pri nekomu, mislim, prespiš pri nekomu in zjutraj, ko se dopiše tako, se bo Blaž naredil palačinke, se nam bo on spekel palačinke in za večerje in pač kadarkoli tako je. So palačinke tista moja specialiteta, moj simbol, če bi lahko tako rekel. Specialiteta. In pravijo pa tudi, mislim, tudi zadnje čase sem se pa vrgal bolj v cimetove rolce, pa v bistvu ne samo cimetove, zdaj sem naredil še kokosove rolce, čokoladne rolce, kar pa tudi kar pohvalijo, no, da je kar reda, da je pokličejo, tako da kaj, če bi mi organizirali pizza night, pa ti prineseš tiste rolce. Vidiš, je fajn znati kuhati, ne, si velikrat povabljen kam. Ja, drugače pa res, ja, tako nimaš pa občutka, da se ti ful nekam vabiš, skozi te pač drugi povabijo. Saj razlog ni pomemben zakaj, ne, ampak te povabijo. Važno, da je cimetove rolce tudi en izmed mojih. To je, mehke, puhaste, pa ti sprelivče izpad. Ja, res. Se to mislim tako, se prav spomnim tvojega recepta, ki si objavil, še zdaj sicer se nisem spravila, ampak sem prav tako, jaz moram letos narediti cimetove rolce, ker se mi da, jaz jih v Sloveniji, tako, ko grem v tujino, jih vedno tako najdeš nekje, pa greš, naprimer, v Sloveniji je pa tako, da bi jih še kje kupila in še nisem našla. Ja, v bistvu jih ni, mislim tako, da bi kupil nekje prav v trgovini, jih nimaš. Imaš, naprimer, v Sara Rutar, ona jih
prodaja, mislim, cimetoverolce, tako da se prednaročilo in jih pač dostavlja. Tako da, če boš zdaj glih želela. Ampak so pa ful simple za narediti. To je res toliko malo dela s tem. Najbolj težko je čakati, da vzhajajo. To je edina stvar, ki je tako težka. V bistvu sploh ni, sem že imel, imam že vse izpisan, res, tako da bom. Ok, super, da smo povedali, kaj si najbolj močno na kuhanju, palačinke, superiorna hrana, vse smo povedali. Gate pa si rekel tudi, da si imel res naporne tedne, ki si izdal to knjižico. Gate pa v bistvu na celotni zdaj poti Jami Slovenija, odkar si pač začel, objavil prvo sliko. Kaj te je mogoče najbolj presenetil, česa si se največ naučil, oziroma tako, mislim, se itak iz napak se učimo, absolutno. Če pogledaš za nazaj, kaj ti je tako neki res, če bi lahko zdaj svetoval sam sebi za nazaj, da ti je dal tako res ostalo spomnil? Prva stvar je to, da pač ne se sekirati, kaj si bojo drugi mislili. To tisto, kaj itak poslušamo vsi, cel življenje, kad ti ljudje tupijo, dej, pa kaj te briga, kaj si nekdo drug misli. Pač važno je, kaj si ti misliš, ne škodiš drugim s tem, kar počneš, tako da deli kar delaš, kar te veseli. In to je v bistvu tisti number one na svet, ki bi ga dal, da pač res odmislimo to, kaj si bo ostali mislili, če bom jaz nekaj naredil. Ker konec koncev je to tvoj čas, je to tvoje življenje, lahko z njim narediš, pač, oziroma ga predstavljaš lahko katerokoli stvar želiš pač v svojem življenju. Ne? Tako da to je prva stvar. Druga stvar je, ful pozitivno me je presenetil odziv restauracij, odziv kulinaričnih ponudnikov. Mislim, tako, ki ti pokažejo tudi nazaj, dobiš neko feeling, da si naredil nekaj dobrega, ki se zahvalijo ti ful, ki so res hvaležni za to, da narediš nekaj tazga, pa je samo to ena objava na Instagramu, pa so že tako, hvala ti, res ful dober. To je druga stvar. Tretja stvar je, da sem se naučil pač nastopati pred kamero, nastopati pač to, da se snemaš in da ti ni bedno se snemati, sicer priznam, ko so moji starši še zraven, jaz se ne moram pač snemati. Jaz se tako butasto počutim, da pač ne morem, grem v sobo in se posnamem. Ampak je veliko lažje, naprimer na začetku sem imel ful težav s snemanjem, zdaj je pač vzameš telefon in se posnamaš in govoriš, to je to, pa fotkanje, urejanje videoposnetkov, samo snemanje, tako kadrov, kako postavljati, food plating, take zadeve, tako, tega sem se ogromno naučil, pa pač receptov in kuhanja samega, tudi to. Super, tako da poleg tega, da itak deliš z ljudmi recepte, da se ostali nekaj naučijo, se absolutno tudi ti vsak dan kaj novega naučiš. Ja, dejansko vsak dan je nek nov izziv. Tudi to mi je ful dober, ker nikoli ni isto, nikoli ne veš, kaj pričakovati, nikoli ne veš, kakšen mail boš dobil, nikoli ne veš, kdo ti bo na Instagramu poslal sporočilo. Veš, tako je, ful je tak adventure, kako avantura, taka avantura je, da pač skozi se nekaj dogaja, nikoli ne veš, kaj je za dogalom, tako da ful fajn zadeva je to. Super, pa tudi tako, si sam svoj šef, sam skrbiš za to, kaj objavljaš in v bistvu ti pusti celotno kreativno, v bistvu celotna kreativa v tvojih rokah, ne? Ja, dejansko res je to, da kul mi je, ker mi noben ne diktira, da do takrat moraš objaviti to, takrat moraš objaviti to, ni mi važno, ti je všeč to ali ti ni všeč, to moraš dati gor, da res lahko sam pač si izbiram, pa s kom bom sodeloval, pa s kom ne bom sodeloval. Velikrat se je pojavilo to vprašanje verodostojnosti, a ti pač poveš samo za stvar, da je dobra, zaradi tega, ker si jo pač dobil to stvar, ali ti je dejansko res dobra. Jaz moram potrkati na les, da zaenkrat nisem še dobil slabe stvari, res, da mogoče si tudi izbiram, mislim tudi, ko sodelujem z ljudmi, preveram malo prej, kaj imajo, ker pač jaz vem, da je nekaj možno, da mi pač da nekaj ne maram, pač ne bom take stvari vzel, ker moj namen ni to, da bi nekoga tlačil dol, ampak to, da bi nekoga pač, da ga ljudje prepoznajo. In tukaj me velikrat pa vprašajo, a pa je tudi te res toliko dober, ali pa sam fejkaš, da ti je dober, zaradi tega, ker moraš, in ne pač, ne fejkam. Mogoče pa to, ker mi je toliko stvari ful všeč in pač jem lahko, ful velik in tako da... To je dejstvo, da imamo Slovenci dobre izdelke in dobre ponudnike. Ogromno je dobrih izdelkov. Tako da mislim, drugič tako si rekel, da pogledaš, če ti je všeč, ker naprimer hrana je dosti, mislim, lahko je tebi neki ful dober, dejansko je lahko tebi ful dober, jaz pa pač tako, ne, meni pa pač ni, ampak
ni zadeva za to, da bi bil slab izdelek, ampak pač zgolj preferenca mojega okusa. Ja, za tega pa jaz tudi, naprimer, mogoče kdaj, če ocenjujem oziroma rangiram stvari, rangiram znotraj samega podjetja. Naprimer, zadnjič, ki sem imel iz Indian Pipa sladoledi, sem rangiral njihove sladolede, kjer mi je najboljši. Nikoli ne delam, primerjave z ostalimi podjetji, tam je pa to boljš, kakor kle, ali pa delam. Ja, ker ima pač vsak svoj okus, pa eni so bolj čokoladni, eni so bolj sadni, naprimer, če sem zdaj na sladoledih, pa nikoli ne delam tega, da bi to je pa najboljš, kakor sem kadarkoli jedel, in pol spet naslednji posnetek, eno od druge firme, ista stvar, to je pa najboljša stvar. In je tako, vse kar nekaj te najboljši. In pač pa zgubiš tisto verodostojnost, kaj je zdaj res ali kaj ni, in tega se probam ful izogibati. No. Točno to, in me ful veseli, da si to omenil, ker tudi jaz to opažam velikrat pri ostalih. Mogoče vplivneži, kdaj kje drugje, in to me toliko moti drugje, in mi je ful cool, da si to izpostavil, nisem niti zdaj pomislila to. Tako da, točno to, ja, zelo, zelo me veseli in super. Kje te lahko najdejo vse, na katerih profilih, spletnih straneh, kje lahko pogledajo? Se pravi, najdete me lahko najbolj aktiven, sem na Instagram profilu Jami Slovenija, pa Slovenija je iz IOM, ne iz JM, ker je pač po angleško napisano, ker imam tudi plan mogoče v prihodnosti za turiste tudi delati, mislim za turiste, da pač se tudi turisti na mojem profilu lahko gledajo stvari, kamor bi lahko šli v Sloveniji, jesti ali pa kje kupiti kakšne zadeve. Potem pa nova spletna stran www.jamislovenija.si, to je pa tudi pač nova v bistvu platforma, ki je zgrajena, je online, ampak še manjka ogromno enih podrobnosti in enih zadev noter, ker sem jo 2 dni nazaj štartal, tako da, oziroma, ker sem jo 14 dni nazaj štartal, tako. Tako da, ja, tukaj me lahko najdete. Lahko pa tudi, če vas karkoli zanima, mi lahko mail pošljete, ga imam na Instagramu objavljenega, na spletni strani je objavljen, drugače pa berec.blašaf na jamislovenija.si. Tako da tukaj me lahko vse posod najdete, spremljate, kontaktirate in podobno. Kaj pa kakšne imaš načrte za prihodnost z Jami Slovenija? Kaj lahko pričakujemo? Kakšni so tvoji načrti? V bistvu, zdaj pač ta zadnji načrt, tak večji, ki je bil, je bila ta izdaja knjižice, teh Jamičink. Potem pa nekako imam plan, da bi nekoč lahko kreiral svojo prav knjižico, tako v fizični obliki, da jo dobiš za roke zadržati. Isto bi bile po mojem Jamičinke in na ful več načinov, še bolj nadgrajeni recepti, nadgrajeni okusi, fotografsko, oziroma pač fotografije bi bile narejene profesionalno, s profesionalnim fotografom. To je pač eden izmed večjih planov, ki jih imam. Druga stvar je to, da bi pač začel snemati serije tudi oziroma epizode Jami tastinga in Jami kuha iz samih restauracij. To mi je tudi ful v interesu. Tretja stvar je, da bi Jami Slovenija šel international varianta, da tudi kot turisti pridejo v Slovenijo, da se lahko obrnejo na mene, da lahko preko mene najdejo različne kulinarične ponudnike v Sloveniji. To je pa bolj, kot ne, to zaenkrat, no. To so plani, vseh je kar nekaj planov, no. Tako da, super. Vidim, da ideje ti laufajo, ne boš se ustavil anytime soon. Ja, to je res, ja. Tako da, to je to in res upam, da nadaljuješ z dobrim delom in da ti rataš naprej, tako ti ratuje zdaj, in da bo Jami Slovenija ponešeno ime v Sloveniji in dalje, da se lahko tudi turisti da vejo, kam se obrnejo, če bojo hoteli jesti najboljše palačinke oziroma karkoli druga v Sloveniji. To. International knjigico moram narediti. Točno to. Tako da, jaz ti še enkrat se zahvaljujem za odziv v imenu Celjskega mladinskega centra, da smo lahko malo počakala. Tako da, to upam, da... Hvala za povabilo, no, z veseljem. Če lahko kakorkoli pripomogam, pa dam kakšno vsebino drugačno, z veseljem to naredim. Super, tako da upam, da gledalci, da ste uživali in da sledite Jami Slovenija na Instagramu in na vseh socialnih omrežjih. Če pa še ne, pa zdaj klikati. Zdaj poklikite in to je to, se vidimo in pa dober tek vsem, ko boste skuhali super Jamičinke. Hvala, Blaž. Živejte in dober tek, se vidimo, čau. Čau.